Lep pozdrav, dragi državljani in državljanke, z vami Jure Gubanc, podjetnik, ki danes komentira nov ukrep vlade in sicer prisilno božičnico, ki jo v predvolilnem bombončku obljublja vam, delavcem, češ da boste zaradi tega imeli boljše materialno življenje. Pa je temu res tako? Tu sem zato, ker vas želim naučiti osnovne logike in razmišljanja o ekonomiji, kjer imamo popolno pomanjkanje treznega, racionalnega razmišljanja. Zato sem izbral enega od člankov v naših medijih, kjer je lep dokaz, kako tudi mediji sodelujejo pri uničevanju demokratične, trezne, racionalne družbe. In sicer celoten članek o božičnici je popolnoma iracionalen in temelji na tem, da apelira na vaše emocije in vas skuša zavajati s tem, da ustvarja lažno dihotomijo med žrtvami in krivci. Ta članek želi namerno prikazati podjetnike kot neumne in sebične, medtem ko daje za zgled ljudi, ki živijo od denarja teh podjetnikov in za mnenji komentirajo in moralizirajo, kako bi podjetniki morali plačevati in nagrajevati svoje delavce s prisilno božičnico. No pa poglejmo, kakšne nepravilnosti je sam članek objavil. In sicer najprej pišejo, da je nek podjetnik Štefan komentiral ta zakon o božičnici tako, da pravi, da oni božičnico vedno plačajo. Plačajo tistim, za katere so menili, da si zaslužijo to nagrado, ker božičnica je neke vrste nagrada. Ne dajo pa božičnice toliko velike tistim, ki so manj delali ali pa so bili delovno odsotni. No, takrat so se pa zdaj že oglasili mnenjski moralizatorji in sicer so ga oklicali predvsem ljudje iz filozofske fakultete, torej iz inštitucije, ki živi od denarja podjetnikov, od davkov, ki sama ne ustvarja ničesar, samo porablja in pije iz družbe, no, so se oglasili rekoč, da je takšen podjetnik nemoralen. Torej, veste, kako vas skušajo prepričati v neke iracionalne ideje. Namreč morate vedeti, da podjetje, vsako podjetje ima svoj budžet, nek prihodek, ki ga mora ustvariti za tem, da dodano vrednost ustvarja na trgu, torej nekaj konkretnega mora delati za družbo. Iz tega prihodka potem podjetje mora plačevati zaposlene, glede na to, kako podjetje samo določi in razume motivacijo zaposlenih, potrebe zaposlenih, težave zaposlenih. Torej, to, kaj se dogaja v podjetju, najbolj razumejo delavci in podjetniki sami. Tega ne more razumeti en filozof iz filozofske fakultete, ker ne more razumeti, kaj se dogaja v 100 000 slovenskih podjetjih. Zato spela tak zakon, kakor prisilno govori, da morate dati nagrado vsem enako, ne glede na to, koliko so delali, to je iracionalen in nemoralen zakon, ki škoduje delavcem in delodajalcem. Škoduje vsem, samo moralizatorjem ne, ker s tem, ko oni moralizirajo, sebe prikažejo kot večje od vas, boljše od vas. S tem vidimo, kako deluje človeška sebičnost. Tem ljudem manjka sočutja in razumevanja vas, podjetnikov in delavcev. Kajti namreč v resnici ne gre za boj med podjetniki in delavci, kot želijo prikazati te mnenjski voditelji, ki so tukaj napisali, neka sociologinja iz ljubljanske fakultete, da podjetnik ne razume osnovnih pravic zaposlenih in s tem utrjuje neenakosti, ker daje različne nagrade, ki so že tako prisotni. In želi, da vsi dobijo isto božičnico in da vsi obvezno dobijo božičnico. V resnici pa moramo vedeti sledeče. To je poseg v svobodo in pa v delovno uspešnost podjetij, ki bi s tem, ko bi lahko sama določala božičnico oziroma nagrade zaposlenih, s tem tudi same motivirale tiste zaposlene po takem sistemu, kot si same podjetja želijo oziroma vidijo, da v tistem podjetju to deluje. Imate zelo različne načine nagrajevanja in, kot sem rekel prej, ne more nek birokrat ali pa nek zaposlen na filozofski fakulteti vedeti, kako bo 100 000 podjetij, kako je najboljši sistem za plačevanje in nagrajevanje zaposlenih. To lahko vejo samo v podjetjih.
In zdaj reči, da morajo vsi dobiti enako nagrado, je podobno, kot če bi za tole gospodično, tukaj na sliki, iz filozofske fakultete, rekli, da naj vsi dobijo njeno nagrado in plačo, ki jo dobiva na filozofski fakulteti. Namreč gospodična je prejela nagrado za izjemne znanstvene dosežke. Samo ena je prejela to nagrado za leto 2024 in to je ona. In kako to, da samo ena? Če vzamemo njeno logiko, bi morali to nagrado dobiti vsi njeni kolegi. Saj so vsi enako vredni, kaj ne? Po njeni logiki. Zakaj potem ona prejemnica te nagrade? Samo ona. Zakaj ima ona višjo plačo kot manjše, slabše rangirani profesori ali pa asistenti? Dajmo vse dati na iste nagrade, iste plače. No, to pa ne bodo te ljudje za, kaj ne? Kljub temu, da dobivajo denar, ki ni njihov. To je denar od podjetnikov, od davkov, ki jih vzamajo podjetnikom in delavcem iz plač. Ti ljudje niso prijatelji delavcev, niti ne podjetnikov. Ti ljudje so tisti, ki z nemoralnim moraliziranjem uspavajo vaše možgane in vas skušajo spraviti na nivo tega, da boste konfliktni in sovražni do enega dela družbe. Namesto da bi razumeli, da je cela družba potrebna, da sodeluje med sabo v svobodi, resnični svobodi. In božičnica, to ni socialna pravica. Mi imejmo in moramo imeti neko mrežo osnovnih socialnih potrebščin oziroma sredstev, ki jih prejme vsak, ki ima psihične težave, telesne težave, ki zaradi določenih razlogov ni mogel biti uspešen v podjetju ali pa biti zaposlen tisto leto. To spada pod socialne pravice. Ne moramo pa nagrade, ki so namenjene temu, da podjetje samo določa, kako bo svoj delovni proces stimuliralo in izboljšalo, prepustiti temu, da s tem upravljajo ljudje iz filozofske fakultete in ljudje iz raznih birokratskih inštitucij, ki sami v življenju niso ustvarili niti enega delovnega mesta in niti enega zaposlenega delavca zaposlili. Torej ljudje, ki ne delajo v realnosti, skušajo ljudem, ki delajo v realnosti, pametovati in govoriti, kako bi morali biti bolj moralni. Fantje in dekleta, državljani in državljanke, takšno ravnanje in govorjenje je docela infantilno in nemoralno in ga moramo zavreči kot iracionalno. Te ljudje vas ne učijo dobrega znanja, pač pa skušajo iz vas zgolj ustvariti občutek, da ste žrtev in da boste z njihovimi kvazi pravnimi bombončki izboljšali svoje življenje. V resnici pa te ljudje ne dajo ničesar vam. Ti ljudje zgolj želijo prisilno ustvariti in kaznovati tiste ljudi, ki ustvarjajo, da bodo čez dodali kaj več vam. Ne bodo. Ker ti namreč, če se takšen zakon, kot je božičnica pod prisilo, tudi pod prisilo udejani, vi morate vedeti, da matematiko ne morete spremeniti. Takšna je, kot je. In prihodek podjetja, ki ga je zdaj podjetnik namenil, konc leta, določen znesek za nagrade, in če je zdaj 10 ljudem rekel, da bodo dobili nagrado, ker so dobro delali, 10 ljudi pa bo dobilo manjšo ali ne bo dobilo nagrade, ker niso tako dobro delali, to je njegov način nagrajevanja in vso pravico ima, in tudi delavci imajo vso pravico, da dobijo več, če so več in bolj delali. In tisti, ki so delali manj, da dobijo manj. In nima veze, kakšni so razlogi, da so delali manj. Tudi če so bili bolani ali pa so manjkali z delovnega procesa zaradi določenih stvari, katerih niso bili krivi sami. Nagrada je namenjena temu, da se nagradi delovno uspešnost. In zdaj, če boste vi in vlada kar vsem usilili, da morajo imeti enako obvezno božičnico, to pomeni, da tisti znesek, ki ga bo dobil delavec, ki je bil bolj uspešen, bo mogel tudi tistim, ki niso bili sploh v delovnem procesu. Kaj smo s tem naredili? Zgolj to, da smo kaznovali tudi tiste delavce, ki so bili bolj uspešni, bi dobili lahko večjo božičnico, zdaj bo mogel pa delodajalec vsem dati enako, ker ti namreč on ne more zdaj večjega zneska tudi za tiste potegniti ven, ki prej ne bi dobili božičnice. Ker ti namreč matematika je taka, kot je. Če podjetniku zdaj prisilimo, da mora več dati za božičnice, nagrade, potem bo moral manj investirati drugo leto, ali pa manj plač dati drugo leto, ali pa zmanjšati plače drugo leto, ali pa zmanjšati nagrade kje druge, na drugih področjih in tako naprej. Torej, vidite, to sploh ne spremeni dejstva, da delavci zaradi tega zakona ne bodo imeli niti malo boljšega materialnega stanja. Gre zgolj za kupovanje glasov in delanje iz sebe dobre in moralne navzven za vlado. Nič drugega ni tukaj. In potem to tukaj še natocujejo z besedami, kot so neoliberalna logika,
in pa kaznovanje žensk, zato ker je podjetnik rekel, da ne more dati enake božičnice tistemu, ki je celo leto delal, in pa tistemu, ki je bil celo leto bolan ali pa na porodniški, in pa to je logično. To je logično in normalno. Saj božičnica, kot rečeno, ni nekaj, kar je socialna varnost ali pa pravica. To je nagrada. Nagrada za tiste, ki so pač najboljše delali. In vedno se lahko izgovorimo, da smo bili slabši ali pa nismo mogli dobro delati, zato ker smo bili neke težave, za katere nismo sami krivi. Lahko rečemo, da smo bili celo leto pač bolani in bolni, seveda to nismo sami krivi. Lahko rečemo, da smo bili celo leto leni v podjetju, ampak vse to nismo sami krivi, da smo leni. Taki pač smo. Veste, vedno se lahko izgovarjamo na svojo šibkost in te ljudje prežijo na vašo šibkost. Te ljudje želijo, da vas naredijo šibke. Zato, ker šibki boste odvisni od njih, od vlade, od države. In šibki ne boste nikoli postali neodvisni v razmišljanju, nikoli ne boste imeli dovolj sredstev, financ, znanja, da bi lahko ogrožali vladavino teh na nek način nemoralnih moralizatorjev, vampirjev, ki v bistvu živijo od denarja delavcev in podjetnikov in v življenju niso ustvarili niti enega delovnega mesta. Vendar pa želijo vam govoriti, kako bi morali delati in zaposlovati in plačevati ljudi. Zopet članek zgolj pljuva po podjetnikih. Podjetniška zbornica delodajalcev ni bila sposobna zaščititi tistega podjetnika, nimajo argumentov dobrih nazaj, žal Združenje delodajalcev ni dalo dobrega odgovora, sami si boste lahko to prebrali v članku, bodite pazljivi na to, kako v bistvu vedno uporabljajo besedo diskriminacija, v resnici pa diskriminacija sploh ni nekaj slabega. Diskriminacija zgolj izvira iz latinske besede discriminare, ki pomeni razlikovati. V življenju moramo znati razlikovati, da preživimo, moramo znati razumeti, kako deluje ena stvar različno od druge. Kako smo ljudje različni od samega sebe, smo vsak dan različni in med drugimi ljudmi smo različni. In diskriminacija ni nič drugega kot način, da ljudje določamo realno sliko. In potrebna je diskriminacija, še posebej pri nagradah, saj sama poanta nagrad je to, da diskriminiramo med tistimi, ki so več prispevali k podjetju in tistimi, ki so manj. In zopet podarjam, ne glede na to, kakšno izmišljotino in argument si bodo spomnili filozofi, vedite nekaj. To so ljudje, ki govorijo o stvarih in procesih, pri katerih nimajo nobene odgovornosti. Vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak nima pa pravico do naših denarnic in vaših denarnic. Če je kateri filozof mnenja, da bi lahko delavcem ponudil boljšo plačilo in božičnico, naj gre na trg, ustanovi podjetje in to tudi dokaže. Izzivam vas. Bodite odgovorni in s svojim denarjem in časom in delom dokažite drugim, da znate delavce plačati boljše, če ste ta pravi. V resnici tega nihče ne naredi, ker kaj? Z moraliziranjem držijo v šahu mnoge Slovence, ki še vedno nasedajo tem izjavam. Potem se oglasi še en zopet zaščitnik, ki živi na račun davkoplačevalcev, zato da se pretvarja, da zaščiti delavce, v resnici pa ne počne nič drugega, kot iz delavcev dela žrtve, iz podjetnikov pa krivce. Spet, kar je slabo za sinergijo obeh strani in slabo za razumevanje celotne kompleksnosti ekonomije in družbe. Želijo vedno stvari posplošiti tako, da naredijo iz ene strani žrtve. In ta stran je vedno v njihovih očeh samo podjetnik. Torej, še enkrat poudarjam, božičnica je, kot prisilna božičnica, ni nič drugega kot zelo škodljiv ukrep. Prav tako je tudi zelo nemoralen iz drugega stališča, namreč imenuje se po Božiču, ki je verski praznik, krščanski praznik. In poimenovati nagrado, ki jo želijo v bistvu udejaniti ljudje, ki do Božiča nimajo nobenih emocij in nobenega spoštovanja, in to nagrado zdaj usiliti ljudem, češ da bodo dobili božičnico, je prav tako igranje oziroma nemoralno poimenovanje, bom tako rekel. Naj ljudje, ki nimajo do Božiča nobenih verskih čustev, naj ne poimenujejo zakonov, ki jih udejanjajo po takem prazniku. To vsekakor kaže tudi na njihovo zlorabo praznika, izključno in samo za materialne dobrine in si praznik predstavljajo zgolj kot nekaj materialnega.
Potem članek lahko preberete, kot sem rekel, na tej spletni strani N1. Za konec lahko povem zgolj to, da bodite pazljivi pri tem, ko vam politiki in akademiki podajajo določene ideje. Namreč danes je žal tendenca potem, da akademiki in politiki želijo iz vas narediti šibke ljudi, intelektualno in telesno šibke, zato da boste bolj podvrženi njihovemu vodenju in da boste bolj odvisni od državnih pomoči, državnih zakonov in države na splošno. V to smer gre družba, namesto da bi šla v smer odgovornih in sposobnih ljudi, ki prevzemajo odgovornost za svoja ravnanja v tem življenju in si izboljšajo svoje življenje. Namreč na trgu je vedno tako, da če imamo svobodo, lahko delavec ima moč nad podjetnikom. To nikoli ne bodo omenili te ljudje. Torej, delavec ima moč, vi kot delavec imate moč nad podjetnikom. Nima podjetnik moči nad vami. Moč ima nad vami samo takrat, kadar vi nimate tistih kompetenc ali pa tistih znanj, ali pa nimamo tistih znanj, ki bi morda bile toliko iskana, da bi se podjetnik potrudil za to, da ohrani vas v delovnem procesu. Zdaj, mnogi ljudje gledajo na to kot na nekaj groznega in krutega, ampak v resnici je tako, deluje človeška družba povsod. Tudi v akademski sferi ne boste zaposleni samo iz usmiljenja. Boste morali pokazati določene standarde in ugajati določenim ljudem, da boste prišli do določene pozicije. Povsod je tako. Razlika je v tem, da na svobodnem trgu vi lahko res s svojim trudom sebe nekaj ustvarite, ker tudi če vas eno podjetje ne bo zaposlilo, vas bo pa drugo. Če vas bo en podjetnik izkoriščal ali pa ne bo prepoznal talenta v vas, vam bo pa drug, tretji, četrti, stoti, ker če imate izbiro, vi lahko določate, kakšno plačo boste imeli. In seveda, si lahko tudi povišate s tem, ko ste bolj uspešni, s tem, ko ste boljši in tako naprej. Poznam mnogo primerov, ko je podjetnik ni prepoznal talenta v delavcu, pa mu je delavec pobegnil drugam, a pa je svoje podjetje ustanovil, pa ga premagal na trgu, a pa je drugo podjetje ga prevzelo in ga tam nagradilo tega delavca več. Tako da, kadar imamo svobodo, se lahko ljudje domenijo stvari in tudi napake popravijo. Kadar pa imamo diktaturo, kot jo imamo s takimi zakoni, s takimi ljudmi, takrat pa dobimo razsulo in takrat dobimo družbo, ki ni sposobna več nobenega ustvarjanja, inovativnosti, kajti družba, ki mečeš polena pod noge, je družba, ki ne more hitro teči. In žal v Sloveniji izgubljamo sapo in sposobnost gospodarstva napram drugim državam, ravno zaradi takšnih ljudi in takšnega zaostalega, nemoralnega, nesočutnega razmišljanja, kot ga kažejo žal mediji in pa taki ljudje iz akademske sfere. Dobro razmislite o mojih besedah in upam, da bom dobil dobre komentarje in vprašanja.